Skrivni dom dobrohotnega možaka z belo brado, nam vsem dobro poznanega Božička, je daleč na severu Finske, nekje na gori Korvatunturi. In na vrhu gore ima 3 velika ušesa, s katerimi sliši želje otrok z vsega sveta. Korvatunturi je tako skrivnosten kraj, da zanj vedo le Božiček, gospa Božičkova in tisočero palčkov, ki jima pomagajo. Nekateri izdelujejo igrače, drugi delajo na posebni Božičkovi pošti, tretji pečejo piškote, četrti pomagajo gospe Božičkovi v kuhinji pri peki piškotov, četrti so se naučili sprejemati in prebirati tudi pošto na računalniku, peti skrbijo za severne jelene. Ja, seveda. Le kako bi Božiček brez njih opravil tako dolgo pot na božični večer? Nam vsem najbolj poznani je Rudolf, rdečenosi, saj prav on Božička opozori, kdaj je čas za odhod in mu v trdi temi sveti na vsej dolgi poti. Ja, ampak kako mu uspe v eni sami noči obdarovati prav vse otroke? In kako loči pridne otroke od tistih malo manj pridnih? Jej, Božiček, kako si skrivnosten in hecen možak. Ja, povej nam še kaj o sebi. Se spomnite časov, ko ste bili vi otroci in ko ste svoje starše spraševali, kdaj bo že Božič in kdaj bo prišel Božiček? Ker vam čas ni hotel miniti. No, ko pa napoči božična noč, se sredi noči vse ure na tem svetu skoraj da ustavijo in tedaj teče čas zelo počasi. Tako imam čas, da razdelim vsa darila in to je še ena velika božična skrivnost. Moram vam povedati in vas opozoriti, da ni porednih otrok. Je pa res, da imajo tudi otroci svoje dobre in slabe dneve. Zato prosim vse njihove prijatelje in starše, da jih pri tem skušajo razumeti. Božiček, koliko daril si pripravil za letos? Koliko? Težko rečem, tako po številu veliko. Lahko pa obljubim, da imam darilo za vsakogar, ki se je trudil biti priden in lahko izdam skrivnost, da je bilo letos veliko takšnih in veliko otrok me sprašuje, ali lahko dobijo to in ono in vedno jim odgovorim, naj počakajo na božični večer in se pustijo presenetiti. Božiček, ali uspeš prebrati vsa pisma in povej nam, ali upoštevaš vse želje? Pomaga mi veliko palčkov, ki delajo na moji pošti. Odprejo prav vsako pismo in večini skušajo odgovoriti, če le najdejo njihov naslov. No, za vse, ki mojega naslova še ne veste, naj povem, da svoje pismo naslovite na Božička in ga pošljete na Finsko. Kaj pa tvoji jelenčki te vedno ubogajo? In Rudolf je še vedno tako priden. Ja, moji jelenčki. Rudolf je zares priden. In ljudje, ki me pridejo obiskat, me vedno sprašujejo, kje je Rudolf. Tale že ni, ker nima rdečega nosu, pravijo. Seveda ga ni med drugimi jeleni na paši, saj mora počivati v mojem skrivnem domu in pridno in dobro jesti, da bo zdrav in močan na božični večer, ko bo pridobil svojo čarobno moč. Božiček, kako pa ti prideš v hišo, ko pa nimajo povsod tako velikih dimnikov? Vsi si želijo vedeti, kako mi to uspe. In tudi, če pri vas doma nimate dimnika, pridem. Kako mi uspe, pa je zelo velika skrivnost, katere pa ne smem izdati. Ko mine Božič in ko se konča tvoja dolga pot, kaj počneš tedaj?
No, ko se vrnem domov v zgodnjih jutranjih urah, se najprej dobro najem, veste, moja žena zelo dobro kuha in potem si privoščim nekaj dni počitnic, da si odpočijem in se naspim. In kakšno je tvoje sporočilo vsem gledalkam in gledalcem, ki nas gledajo? Upam, da se bodo vsi otroci in odrasli potrudili biti pridni, skušali delati dobra dela za svoje prijatelje in svoje domače in seveda, da se bodo imeli radi. Ja, to jim želim. Eli hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. Ja, srečen Božič vsem in nasvidenje prihodnje leto.